Lepo pozdravljeni v drugem dnevu tega tedna, v katerem Ekonomska fakulteta uradno praznuje svojo 70. obletnico delovanja in v katerem predstavljamo dosežke, ki smo jih nanizali v zadnjih 7 desetletjih. Današnji dan je namenjen raziskovalcem in vsemu, kar se je dogajalo na raziskovalnem področju. Začeli ga bomo z današnjim uvodom, na katerem bodo uredniki predstavili sedanji uredniki posebno številko naše revije. Bivši, nekdanji uredniki pa bodo spregovorili o tem, kako so doživljali čas, v katerem so urednikovali. Nadaljevali ga bomo z okroglo mizo, z uglednimi gosti, katere vodilna tema je zelo široka, pa tudi izzivalna hkrati, od socialistične črne luknje do nevroekonomije. Zaključili pa bomo ta dan s predstavitvijo učbenikov, ki smo jih razvijali na Ekonomski fakulteti, s poudarkom na tem, kako smo sooblikovali strokovni jezik na področju ekonomije in poslovnih ved. Za nas je torej to zelo pomemben dan in tudi pomemben teden. Danes pa želim otvoriti dogodek, na katerem bo najprej urednica Tjaša Redek predstavila posebno številko naše revije. Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim sedanjemu uredniškemu odboru, ki je opravil res trdo delo pri izboru člankov, teh je bilo v vseh desetletjih delovanja revije, ki ima danes 4. naslov. Vseeno pa smo vselej vedeli, da gre za revijo, katere pomembni soustvarjalci so učitelji in sodelavci Ekonomske fakultete. Vem, da ni bilo lahko, verjetno je imel vsak svojo idejo, kdo vse bi moral biti v tej številki prisoten, in jaz mislim, da je uredništvo naredilo kar dober izbor in se odločilo, da mlajše, starejše generacije, tukaj sem jaz, ni več revij, da bomo počakali na 100. obletnico, takrat pa se bo verjetno kdo spomnil, kaj smo naredili in mislim, da je tako prav. Dobrodošli. Tjaša, zdaj vam pa kar predajem besedo. Hvala za besedo. Torej, dragi kolegi, spoštovani gosti, dobrodošli. Veseli me, da ste prišli v takem velikem številu pogledati, pravzaprav kako lepa knjiga nam je uspela. Še vroča je iz tiskarne, tako da imam vsekakor veliko učitkov pri preberanju. Torej, tako kot je povedala gospa dekanja, smo bili postavljeni pred zelo zahtevno nalogo. Od leta 1950, ko se je pravzaprav začela zgodovina s približno takole revijo, se je v njej zbralo ogromno odličnih člankov, res odličnih, ki smo jih z veseljem preberali celo poletje, pravzaprav. Če vam pokažem ožji izbor, je to dvostransko kopiranje, 2 strani na eno in pravzaprav, ko smo se dobivali na sestankih, na eni strani smo za določene članke takoj vedeli, da to so pa ti, ki vsekakor morajo v revijo, smo pa hkrati bili v dilemi, ker je toliko odličnih prispevkov, toliko zanimivih podatkov, toliko zgodb, toliko na eni strani zgodovine fakultete, zgodovine pripravljene programov fakultete, potem veliko je člankov z področja zgodovine razvoja Slovenije, tudi Jugoslavije, seveda, politekonomskih vprašanj. Skratka, smo bili v dilemi pravzaprav najprej, kako konceptualno pravzaprav sploh zastaviti revijo, na to pa seveda, ko smo enkrat koncept postavili, kateri so pa zdaj tisti članki, ki so na eni strani reprezentativni, na drugi strani pa seveda smo vsekakor skušali vključiti tiste avtorje, ki so največ prispevali ali k razvoju posameznega področja, ali pa so bili seveda pomembni z vidika razvoja fakultete. Tako da naloga je bila izjemno zahtevna. Na koncu smo pripravili izbor, ki obsega 31 člankov, pripravljen je časovno, torej, tako kot je povedala gospa dekanja, odločili smo se, da bomo ustavili čas pri letu 1999. Vsi mi, ki smo mlajši ali pa mogoče kakšno leto starejši, od mene imamo še priložnost ob 100. obletnici, tako da smo vedeli, da zamer tukaj ne bo, če rečemo, da bomo odrezali v letu 1999, to nam je omogočalo
da smo pripravili bolj vsebinsko celovito številko. Vsako desetletje je zastavljeno tako, da na eni strani skušamo skozi članke urisati makroekonomsko dogajanje, na drugi strani pa nekaj tudi z področja podjetništva. In kot pa ste videli v ključnih člankih, hkrati tudi članki, ki so jih pisali nekateri naši najvidnejši profesori. Žal pa, kot sem rekla, je bilo člankov ogromno, ogromno je bilo zanimivih podatkov in vse, kar je bilo tukaj not, pa še kaj drugega, bi z veseljem vključili, ampak že tukaj mislim, da če bi dekani predlagali, da damo še eno tako knjigo zraven, da stroškovno ne bi bila preveč zadovoljna, čeprav vsebinsko pa vsekakor verjamem, da bi bilo izjemno zanimivo. Mene je predvsem, to moram reči, tudi meni osebno zelo veliko pomenil, ko gledaš nazaj, recimo določeni grafi so bi še na roke narisani, in v bistvu noter objavljeni. Tako da, mislim, zdaj glede kriterijev, je tako, v bistvu, ko gledaš in bereš, je vedno tako, da kakšna stvar, bom rekla, že glede na to, s čimer se sam ukvarjaš, ti bolj pade v oči, ampak tukaj, pač jaz sem se trudila, enako vredno obravnavati vse avtorje. Tudi ko, če gledam, recimo, glede na to, da jaz prihajam tudi z področja poslovnih ved, so bili začetni v bistvu prispevki bolj povezani z ekonomijo. Poslovne vede so se malo kasneje začele pojavljati in recimo v okviru poslovnih ved je bilo meni najbolj zanimivo to, kako enake v bistvu težave, s katerimi se soočamo zdaj ali pri študiju, pri poučevanju ali v, bom rekla, gospodarstvu, zelo podobno. V bistvu so že takrat zaznavali, kaj so težave, izzivi, s čim, recimo, ne vem, vodenje, kaj so težave pri vodenju podjetij, potem pri, recimo, z vidika znanja, ali je znanje dovolj, cenjeno, bom rekla, tako nasplošno tudi v državi. Recimo, glede študentov, te članki so pri meni tudi zelo zanimive analize, v bistvu študentov ekonomske fakultete, tega več nimamo. Tako da recimo, po mojem po letu 1999 bomo imeli veliko, ali pa tisti, ki bodo zbirali, bodo imeli težjo nalogo zbirati članke, ker bodo bili zelo v bistvu detaljni, specifični in v angleščini. Tako da se mi zdi, da mogoče, saj še zmeraj imamo eno številko v slovenščini, tako da se mi zdi, da zdaj bomo videli čez 100 let, kako v bistvu se bo stvar razvijala, ampak mislim, da je to ena taka bogata zakladnica res za kogarkoli, tako da vam priporočam v branje. Sam, da smo pozabili pisati v slovenskem jeziku, ampak nekateri niti nikoli nismo, vsaj nekaj veliko. Ker pomeni, da je bilo sploh zame zelo fascinantno brati te pole, ker predstavljajo praktično razvoj celotne in ekonomske preučevanje, ekonomske znanosti pri nas in v bistvu poslovnih ved kasneje. Tako da res ena velika zakladnica, pa bi rekel še posebej mogoče za mlajšo generacijo, ki ima sploh tega ozadja. Oziroma jaz niti nisem imel, mi je bilo fascinantno, nekatere stvari, ki smo se jih dejansko učili pri predmetih, so tukaj v temelji napisane, oziroma te izvirni članki so tako da zelo zanimivo branje, res tako se poročam, da vzamete v roke. Jaz sem si en majhen govor pripravil ravno zaradi tega, ker sem opazil, kako presenečeni so bili mlajši kolegi v odboru, ko sem jim prvi nabor člankov dal. Že tu je bila razlika med mano in njimi. Jaz sem že toliko star, da svoje stvari naredim, predno grem na dopust in sem na dopustu. To me je življenje izučilo. Zdaj pa, nobena stvar se ne začne v določeni točki. Z Arjanom imava skupno ljubezen, ki se reče tudi zgodovina. Zaradi tega si bom jaz dovolil, da vam nekaj stvari še dodatno pojasnim okoli ustanovitve revije, pa tudi glede usmeritve, ki jo je revija takrat zavzela. Torej, revija je začela izhajati leta 1950. Njeno izhajanje je bilo povezano s koncem prve generacije študentov ekonomske fakultete, ki je bila ustanovljena 4 leta prej. Istočasno je iz te generacije študentov prišla tudi pobuda za ustanovitev Društva ekonomistov Slovenije in praktično smo imeli v celi Jugoslaviji zelo podobno situacijo. Revije niso bile povezane ob ustanovitvi s fakultetami, ampak z društvi ekonomistov. Čeprav je vsebina revij bila v največji meri dejansko napolnjena s populacijo univerzitetnih profesorjev. Zdaj, zakaj je revija že od samega začetka imela pretežno teoretično smer? To ni povezano s socializmom. Ekonomska fakulteta v Ljubljani je bila prva fakulteta v Jugoslaviji ustanovljena po drugi svetovni vojni.
Pred drugo svetovno vojno je Jugoslavija imela dve fakulteti, eno v Zagrebu, eno v Beogradu. Obe sta se imenovali ekonomsko-komercialna visoka šola in se Beogradska in Zagrebska fakulteta zdaj že kitita s tem, da vlečeta svoje korenine ne iz leta po vojni, ampak praktično iz kraljevine Jugoslavije. In mnogo tega, kar je v ekonomski reviji trasiralo njeno pot, je bilo povezano z učnimi programi predvojnih fakultet. V bistvu učni programi po vojnih fakultet, tudi Zagrebške in Beogradske, ki sta se naslonile na svoje predhodnice, pa vključno z ekonomsko fakulteto v Ljubljani, so bili samo osveženi programi dveh predvojnih fakultet, katerih značilnost je tudi bila, da je prevladoval teoretičen pristop in malo manj ta pristop, ki ga danes imenujemo poslovno-organizacijski. In ta dvojnost se je v reviji praktično odražala od njenega začetka pa skoraj da do pred nekaj leti. In skozi to dvojnost v reviji in nezadovoljstvo glede sorazmerne razporeditve snovi med teoretično ekonomijo ali politično ekonomijo, kot smo ji rekli, pa poslovno-organizacijske vede, je tudi odražala dogodke na ekonomski fakulteti. Revija je res da bila glasilo Zveze ekonomistov Slovenije, ampak personalno je revija bila na hrbtih učiteljev ekonomske fakultete. In vse tisto, kar se je dogajalo na ekonomski fakulteti v povezavi z učnimi programi, se odražalo tudi v sestavi uredniških odborov in tudi v pretežni sestavi člankov. Situacija je bila dejansko taka, da je do skoraj prve polovice 1980 let so uredniki v glavnem bili iz katedre za politično ekonomijo. Profesor Krašovec, profesor Črne, profesor Merhar. Šele leta 1983 je glavni in odgovorni urednik postal človek, ki je bil z katedre za, mislim, da je računovodstvo bil takrat, no, skratka, profesor Turk. Za poslovne vede, jaz se takrat imenoval profesor Turk. In tudi skozi pričevanja urednikov se nenehno vleče ta delitev na ekonomske pa poslovno-organizacijske vede in na nenehen občutek zlasti profesorjev iz poslovno-organizacijskih ved, da je ekonomska revija preveč teoretična in premalo praktično usmerjena. Včasih so bili uporabljeni tudi zelo grobe kvalifikacije tega konflikta. Recimo Stane Krašovec, eden od prvih urednikov, edini akademik, ki ga je ekonomska fakulteta dala, je enkrat napisal, da ne bo nikoli dovolil, da bi revijo spravili na raven revije trgovski tovariš, ki je iskala pred drugo vojno, pa ta revija ni bila slaba, ne, da se razumemo. Bila je zelo velika debata povezana s tem, ali naj bo revija obravnavala samo čisto teorijo ali ne. Zanimivo je, ta debata bila v času, ko sta doktorirala prva dva doktorja na ekonomski fakulteti, France Črne pa Ivan Lavrač. Prvi, ki je sploh iz ekonomije doktoriral, Aleksander Bajs, pravne fakulteti, ti trije so recimo znotraj organov Zveze ekonomistov Slovenije zagovarjali revijo kot čisto teoretično revijo. Na drugi strani je pa najbolj ekstremen nasprotnik čisto teoretične teorije, ki je bil ves čas zraven ekonomske fakultete, bil profesor Turk, ki je nenehno govoril, poslušajte, dajte malo pogledati, kakšna je struktura vaših diplomantov, kam gredo ljudje v službo, dajte revijo usmeriti v ta del. Ampak mislim, da je ključen problem, ni bil ta, kakšna naj bo smer revije, ampak ključen problem je bil ta, da se je malo bralo. Dejansko se je malo bralo. In me zelo veseli, da so kolegi uredniki, ko so listali te članke, ugotovili, kako veliko se je vedelo že takrat. Izjemno veliko se je vedelo in v reviji so objavljeni tudi članki, iz katerih so zrasli dejansko pedagoški predmeti na fakulteti. Tam so bili postavljeni temelji, potem so pa razrasli se v učbenike in v pedagoške predmete. Naj na koncu povem samo še to. Dejansko je praktično do konca 80-ih let revija odražala tudi nek odnos do sprememb, ki so se dogajale v družbeno-ekonomskem sistemu. Prvo obdobje revije je bilo obdobje centralnega plana. V bistvu značilnost slovenskih ekonomistov je bila ta, da so bili vedno proti etatizmu in vedno proti centralnem planiranju. Sledilo je področje
v bistvu uvajanja samoupravljanja, ki se je potem prelevilo tudi v tržno naravnani samoupravni sistem, kjer je zopet v bistvu katedra za politično ekonomijo bila tista, ki se najbolj aktivno lotevala teh problemov. Ti problemi niso bili zanimivi samo teoretično, ti problemi so imeli ekonomsko-politične posledice. Posledice so imeli tudi na del poslovno-organizacijskih ved, ker so mogli odražati glede poslovanja podjetja tisto, kar je bilo v sistemu sicer. Sledilo je območje integralnega samoupravljanja in v tem obdobju se mi zdi, da je dejansko kakovost revije malo zanihala. To je bilo tudi obdobje, kjer se je ekonomskim fakultetam v Jugoslaviji politično vsiljevalo, da morajo razvijati politično ekonomijo samoupravljanja. In to se je na nek način odražalo potem tudi v rahlem padcu ne samo kakovosti ekonomske revije, ampak praktično vseh tedanjih jugoslovanskih revij. No, konec 80-ih let, začetkom 90-ih, ko je prišlo do opuščanja samoupravljanja, je pa stalo neko obdobje praznega prostora, ki se je tudi videlo v reviji. V tem obdobju nenadoma niso več bili glavni pobudniki pisanja v reviji profesori z fakultete, ampak bolj so ideje o tem, kaj pisati in o čem pisati, prihajalo okoli, tako da so nekako bolj pasivno v bistvu tudi iz ekonomske fakultete profesori sledili. Končal bom samo s tem, da vam preberem 2 odstavka, ki jih je profesor Pučko napisal v zborniku ob 90. obletnici Univerze v Ljubljani, kjer se je vsaka fakulteta predstavila na kratko tudi svojim zgodovinskim razvojem. On je zapisal tako: ekonomska fakulteta je bila vse od svoje ustanovitve leta 1946 usmerjena v izobraževanje ekonomistov, sprva za potrebe planskega gospodarstva države, kmalu pa je postala ključna pri liberalizaciji takratnega samoupravnega gospodarstva in njegovo vedno večji tržni naravnanosti. Fakulteta je na začetku 90-ih let radikalno prenovila študijske programe. V njih je politična ekonomija izgubila svoje osrednje mesto, močno pa so na pomenu pridobile poslovne, organizacijske in podjetniške discipline. Seveda je tudi celoten kompleks finančnih disciplin končno dobil mesto, ki mu gre. In tretji odstavek, ki ga je zapisal: raziskovalno delo je pomemben del fakultetnih dejavnosti že vse od ustanovitve fakultete. Do 60 let prejšnjega stoletja je raziskovalno delo potekalo v okviru posameznih specializiranih inštitutov, leta 1969 pa je na temelju Inštituta za ekonomiko, statistiko in demografijo nastal raziskovalni center ekonomske fakultete. Dejansko ti 3 odstavki, vsaj tistim, ki poznajo zgodovino fakultete in tudi reviji, zelo strnjeno, natančno povedo to, kar potem tudi reviji lahko spremljamo. Hvala lepa. Hvala, dr. Bora. Ko je bil urednik Viljem Erhard, nekateri ste že takrat govorili, jokali, ko ste šli v osnovno šolo. To je bilo 71. leta, sem jaz postal tehnični urednik ekonomske revije. Nasledil sem to funkcijo po Ivanu Ribnikarju, ki je rekel, to nimaš čisto nič dela, ne se šel iskati, da je kar vzemlja. In jaz sem vzel, te se skazali, da je dela toliko, kolikor ga vidi. Ne kolikor ga je objektivno, pa kolikor si ga sami daste, in jaz sem si ga kar dal. Bil sem tehnični urednik ekonomske revije 15 let. To je funkcija, ki je, zdaj sem na hitro levenov članek prelistal, sploh ni omenjena. Ampak je skoraj ključna, za izhajanje revije je tisti, ki je vse to tehnično vodi, kar ena pomembna oseba. Ni omenjena iz enega preprostega razloga. Ker si ti bil moj naslednji. Tako je, in to bi mogel še sebe hvaliti, pa ne bi šlo. Če bi lahko samo prvo polovico dal dol. Dobro, skratka, naloga tehničnega urednika, jaz sem potem nekaj časa tudi lektoriral, je bila, da je prebral vse članke. To se je pričakovalo na odboru in da je tudi vsebino člankov pripravil, ker kar sem bil jaz ravno od 71. leta, so se vsi članki recenzirali. To ni bilo nič kar takole objavljeno, tudi če so bili kakšni pritiski, da je kakšen članek treba objaviti. Takrat je bilo še bolj recenzirano in še bolj pritisk, tega pa ne bomo objavili.
No, skratka, materijala je bilo relativno dovolj, moram reči, čeprav se revija ni brala. Ampak neparkrat pa sem doživel, ko sem šel v 70-ih, 80-ih letih po Ljubljani, da so me srečali kolegi in so rekli, ti, ko ste pa tam napisali. Se pravi, da se je nekaj bralo, ne tako čisto nič. Zdaj, tisto, kar je, žal nisem Nevenovega članka prej prebral, da bi mogoče kakšna stvar prediskutirala, pa vzor dekote spremenila. Vse tisto, kar se vidi navzven, pa kar je v dokumentaciji napisano, je eno. Je pa tako, don't leave the carpet, pod preprogo pa gomazi. In tudi pri Ekonomski reviji je pod preprogo gomazelo, kar se potem na vrh preproge videlo malo drugačno. No, taka gomazena so bila recimo tisto, kar je, mislim, zelo korektno Neven omenil, vsaj v mojem času, 15 let, neprestani boj med ekonomsko teorijo in poslovnimi vedami. Koliko tega objaviti? Mislim, da poznam urednikovanje Viljama Merharja zelo dobro, ker so tako rekoč, tako tudi tedensko, debatirala o vsebinah, ki bodo objavljene. In to je bil čas, ko je bila naklonjenost za poslovne vede. Samo poslovne vede na fakulteti še niso bile tako razvite. Od vsega začetka je bil marketing od profesora Kotnika, samo Bog ne daj to besedo uporabiti. Komercialno poslovanje. Komercialno poslovanje, ja. Pa organizacijske vede so bile, kaj profesor Lipovc že imel, Bog si ga ved kaj, Potem so imeli analizo poslovanja, ja, dejavnike je dišal po zahodu, Pa sem mislil, bili bolj papežki od papeža, Morda skupaj spravno se zadnje je bil prvi človek Slovenije, France Popit, osebni prijatelj Mare Bešter, in s tem tudi fakultete. In je prišel na sestanek in mi vsi nervozni, ker so zdaj poleg tega, da so bile banke vsega kriva, je bila univerza vedno vsega kriva, dežurni krivc in na vrh pa ekonomska fakulteta, zato smo vedno morali biti prvi. Prvi pri zaslugah in prvi v kreganju. No in je prišel enkrat Popit, pa je rekel, ne bodite nervozni. No in potem smo nehali biti nervozni, čeprav se spomnim in kako je šlo potem to naprej. Vedno bolj je bilo odprto poslovne vede, vedno bolj so tudi naslovi člankov, predmetov na fakulteti in vse tako naprej odsevali našo prozahodno orientiranost, kar je z drugega dela Jugoslavije na malo negativne odmeve včasih naletelo. Revija je bila vsebinsko odsev tega, kar se je dogajalo na fakulteti. Si drznam reči, v veliki meri. Ker je prispevkov zunaj fakultete bilo veliko. Samo tako veliko, kot jih je bilo, jih pa ni bilo objavljenih. Spominjam se, da je recimo profesor Turk, lepo prosim, jemite moje izjave zelo benevolentno, upeljal, ko je bil dekan fakultete, 5 različnih računovodstv. Imeli smo nekoč knjigovodstvo pa računovodstvo, pika. Knjigovodstvo Dubec, računovodstvo Turk. Potem smo imeli pa uvod v računovodstvo, pa finančno računovodstvo, pa finančno računovodstvo 2, pa stroškovno računovodstvo 1, 2, 3, pa upravljalno računovodstvo, to vem, ker sem nekoč pisal zgodovino programov. In kaj je bil spontani odpor temu? Čakajte, pa se nismo fakulteta za računovodstvo, ampak v prvi vrsti gojimo ekonomsko teorijo. No, čas je prinesel svoje v 15 letih, potem si malo mislim, da se Vili naveličal urednikovati, ker to ni čist lahka stvar. Predvsem je bilo pa še nekaj pod preprogo. Zveza ekonomistov, ki je držala kapo nad vsem tem, je ves čas prav zahtevala. Edo Klanšek, se spominjam tistih resnično pekočih, ne samo vročih sestankov, zahteval, da se finančno pokrije sama od sebe. In bolj, ko smo rekli, da ne more kaj strokovno, še pa znanstvena revija tako komercialno obnaša, da bo svoje stroške pokrila, bolj je bil ta pritisk.
In jaz mislim, da je tudi malo vzdušje pokvaril ta pritisk. Neprestano smo slišali, kakšen minus ustvarjamo Zveze ekonomistov, ki se eno samo zabavo naredila blazen profit, pa bi mirno lahko sfinancirala še malo znanost. Se pa so imeli posvet računovodij vsako leto predelo? Ja, pa tista blejska srečanja, to je bilo vse drugo kot srečanje ekonomistov. Ampak je ekonomistov in ekonomistk. Predvsem pa to je šlo. No, skratka. Do takratni, ko smo desetletje in pol vladali reviji, smo si rekli, v temle vzdušje pa ne more biti več, kdo pa zdaj? In je izbira padla na profesora Turka. To pa zato, ker bo on pa gotovo naredil revijo takšno, da bo komercialni uspeh, kot je bil on sam. No in zdaj pa, če mu pa damo to čisto v roke, mora biti pa tisto, kar jaz tukaj na prvi pogled nisem opazil, nekdo, ki ga bo nadziral. In to sem bil seveda jaz, do drug pa. Tako da je na začetku je bil profesor Turk glavni urednik, jaz pa odgovorni. In če bi samo eno slikico povedal, kako so ti razgovori izgledali, pri takem poku računovodskih tekstov, pa takem poku ekonomskih tekstov, sem jaz protestiral, da bi se to objavilo in je rekel, veste kaj, jaz pa tega makroekonomskega čveka ne bom objavil. So pa rekel, to vaš profesor, jaz pa insistiram, da se to objavi, ker je zgodovinsko revija, ekonomska revija še nastal, bomo spremenili. In k sreči sem imel dosti razlogov, da sem za lase privlekel razlog, da sem odstopil kot odgovorni urednik. In takrat naprej je bil profesor Turk glavni in odgovorni urednik. Mislim, da je predsedstvo Zveze ekonomistov čakalo ves čas, kdaj bo postala ekonomska revija poslovni uspeh, ker jo vodi prvi biznismen Slovenije, pa ni. Zelo dvomim, da je zaradi koncepta profesor Turk odstopil, ampak zaradi tega, ker so mu očitali, da ni izpolnil tistega, kar so pričakovali od njega. Skratka, pa sem kaj, Pavliho ali kaj s tem Kitašega, da bi bilo to uspešno. Ena sama stvar še, pa končam. Malce je pozabljeno, morda, ali pa ni bilo dosti opazno, sodelovanje slovenskih ekonomistov pri našem zvezdnem glasilu Economist. Ker je vsake 4 leta se redakcija menjala in je krožila po republikah. Takrat, ko sem jaz že bil odgovorni urednik, me je novi glavni in odgovorni urednik ekonomista, ja, jugoslovanskega seveda, Oto Norčič, prosil, če bi bil sekretar redakcije. Tisto so bile šele zanimive seje v Beogradu, ne. Treba je pa reči tako, da je vsaka republika nekako oblikovala vsebino Ekonomista. Zakaj to pravim? Zato, ker je, če greste gledati v knjižnici skozi številke, fantastičen razkorak, ko se začne urednikovanje v Sloveniji. Tista 4 leta so minila, Economist je postal res, da skoraj evropska revija, v srbo-hrvaščini pisano, slovenske prispevke smo dali prevajati. In potem je ta 4-letna doba minila, no in zdaj pa čisto osebno, mene je novi urednik Ekonomista, to je bil Bjelica iz Novega Sada, prosil, če sem še naprej sekretar redakcije, to se pravi. Center je bil v Beogradu, glavni urednik v Novem Sadu, sekretar redakcije v Ljubljani, bili smo res jugoslovanski in bil sem tudi udeleženec na zadnji pogrebni seji Ekonomista aprila 1991 v Beogradu. In Ekonomist je njihov izhajati, revija je pa preživela. Ko je Turk postal urednik, je ugotovil, da revija ni ustvarjala izgube. Druga stvar, že na prvi seji se je hotel mene znebiti, ker je mislil, da sem ne vem kako s tabo povezan.
Pa je profesor Merhar takrat vprašal, ja, kaj pa pravzaprav s fantom narobe, zakaj mu pa ne date možnosti, ne? In tako sem ostal v uredništvu. Turka ni nihče na koncu mandata vprašal, kakšen je rezultat revije, ni zaradi tega šel, niso mi jasni razlogi, zakaj je revijo pustil, ampak denar ni bil problem. Njega je zelo bolelo na začetku mandata, ker je zveza takrat v bistvu sklenila, da loči članarino v zvezi od naročnine revije. Prej so člani zveze avtomatično dobivali revijo, potem iz ne vem kakšnega razloga so ti poslovneži, ki so takrat zvezo vodili, sklenili, da je to treba razvezati in takrat so se res začele težave. Te težave smo reševali na malce nenavaden način. Denar ni mogel v celoti pritekati iz raziskovalne skupnosti, zato se je prvi gospodar revije takrat zelo genialno domislil, bomo mi študentom pri vpisu v prvi letnik zaračunali še naročnino revije. Naslednje leto jim bomo poslali pa položnico, da obnovijo. Ne? In takrat se je zgodilo to, da smo nekaj let vsako leto dobili 1000 novih naročnikov in hkrati izgubili 1000 starih naročnikov. Ker ko so dobili položnico, niso plačali, ne? In so vedno bruci pravzaprav financirali iskanje revije. Z revijo sem se popolnoma identificiral. Začel sem tako kot moja predhodnika, kot tehnični urednik. Urednik je bil takrat profesor Stane Krašovec, ki me je kot pomožnega asistenta usmeril tudi v revijo. Ne? No, pol je pa šlo zadeve naprej, je postal urednik profesor Črne in jaz pa njegov, kako bi rekel, tehnični urednik dolga leta. In takrat so rekli, da je revija Črnetova. Črne je bil morda najbolj ploden politekonomski pisec in zelo primerno bi bilo, da bi se ga kdaj na fakulteti spomnili. V tistem času je bil zelo primeren, pa še eno je bilo, 2 petelina smo imeli na pravni fakulteti Bajta, na ekonomski fakulteti Črneta, pa če že o tem govorimo, tudi to opozarjamo, da je recimo Bajt svojim študentom rekel, ja ne po Črnetu študirati. Ne vem, če je tudi Črne svojim študentom rekel, ne po Bajtu. Vendar potem se je to vse ogledilo, recimo moj profesor na magistrskem študiju je bil tudi Bajt. To mimogrede, ampak kaj hočem povedati? O konfliktu med poslovnimi, teoretskimi vedami je bilo dosti povedanega. Samo ta konflikt je ekstaliral v času, ko sem jaz prišel na fakulteto, je manj konflikta bilo, ampak profesori so bili med seboj prijatelji. Pozabil se ime prvega nosilca konflikta, je bil pa profesor Dular. Mi smo prišli pol na mlajšega, ko je postal to profesor Turk. Samo Turk je bil diplomant te fakultete in je lahko dobil svojo afirmacijo šele po tem ustreznem času. Za tisti čas je pa veljalo, da so se skregali sicer, ampak med njimi je bilo prijateljstvo, ker so bili nekateri celo sošolci iz zagrebške ekonomske oziroma poslovne fakultete pred vojne. To je bil recimo profesor Lorač, profesor Krašovec, pa tudi Dular. Govorili so že kolegi o najrazličnejših dogodivščinah. Finančni problem bil tak, kakor so ga predstavili. Vendar moram še opozoriti na eno pomembno zadevo. Fakulteta oziroma ekonomska revija je skrbela tudi za slovenski jezik.
in smo imeli terminološke kotičke, ker smo se hoteli poenotiti, da isti problem imenujemo z istim slovenskim imenom. To se mi zdi pomembno, da smo prispevali v kulturo slovenskega jezika, slovensko izrazoslovje, ki smo ga morali na novo uporabljati. In se poskušali poenotiti, da bi tisto, kar smo v reviji objavljali, ostalo tudi v člankih. Vprašanje recenzije in vprašanje, ali smemo objaviti vse ali ne. Za časa mojega odlikovanja smo morali odkloniti samo en članek. Članek, ki je povezoval obnašanje vodilnih ljudi s seksom. Tako je pač nekdo in tak članek napisal in ali smemo to objaviti ali ne, odločili se smo, pustimo seksualcem, ne pa ekonomistom. Dobro. Doživeli smo veliko lepega, pa morda za današnje prilike še eno. Vsi ti so delali v reviji brez honorarjev. Uredništvo se ni plačevalo. Morda en lep primer, a ne, civilne družbe, ki organizira svojo dejavnost v okviru Zveze ekonomistov. Zveza ekonomistov pa je bila velik iniciator za veliko poslovnih posvetovanj in tudi ta posvetovanja so prišla do izraza v ekonomski reviji. Zelo močen, velik organizator posvetovanja je bil pa vsakokratno srečanje računovodij, od koder smo tudi kakšen finančni dinar iztržili za normalno funkcioniranje ekonomske revije. Hvala vam. Tisto o seksu, lepo prosim, vem, ker da smo se dejali na 2 uri. Tudi zato, ker jaz sem pa bil za to, da se objavi. Ker ni bilo o seksu, malo si poenostavil, ne? Ampak o spolnih odnosih kot temelju za organizacijske oblike in vodenje in upravljanje na podlagi tega. Kaj bi moj argument, da se to objavi, mogoče malo manj popoprano, kot je bilo originalno napisano, sem rekel, Vili, a ne vidiš čist konkretnih primerov tudi z fakultete? Da so bili tuji odnosi podlaga za kasnejše organizacijske oblike na fakultete. To pa res. Dobro, da se popravim. Tako je bilo. Pa veste, morali bi še slišati ustno predstavitev tega referata, ker je bil na konferenci v Portorožu. Ne vem, a sta vidva bila takrat. Jaz sem ga poslušal, takrat to je bilo leto ali 2 zatem, ko sem fakulteto končal, poslušajte, držali smo se za trebuh. Ker je tako plastično, smrtno resno, skoncentrirano govoril, da dvorana je pokala po šivih. Ne? In to je bil tak kontrast med njegovo resnostjo in našo zabavo, da ni mogoče opisati. Ne? Vsakmu vi drugmu pripisali, to Lipovcu pa ne. Zdaj, če nadaljujemo, veliko smo slišali nekako o tej dvojnosti poslovne ekonomske vede. Jaz moram reči, ko smo prebirali te članke, mogoče je ta konkurenca spodbujala predvsem kvalitete člankov. Tako da je zanimivo recimo videti, da že v 50 letih se sprašujejo o tem, kaj je rentabilnost v podjetju. Teh člankov ni malo, in na drugi strani seveda zelo močni makroekonomski članki, modeliranje že v 50 letih, matematična ekonomija, tako da vsekakor znanje, ki ga je takrat premogla ekonomska sfera v Sloveniji, zagotovo
izjemno močno. Zdaj, potem nekako, ko smo se bližali tranziciji, so v ospredju predvsem ta makroekonomska vprašanja. Zdaj, v tem času sta profesor Tajnikar pa profesor Hrvatinova, pa tudi nekateri drugi še med vami, pa vas bom mogoče potem povabila še k besedi v novejših časih, ker ste sodelovali tudi takrat. Torej, ste vi vodili revijo s profesor Prašnikarjem, gospa Tekavčičeva, dekanja je takrat tudi sodelovala. Skupine za finance. Aha, potem ste imeli nehvaležno nalogo. In smo se s dr. Borakom, ki je vodil Zvezo ekonomistov, dogovorili, v okviru vodstva smo se dogovorili na upravnem odboru, potem poskrbeli, da smo revijo sofinancirali, ker smo rekli, da bi bil smrtni greh, če bi nam umrla. Ne? In jaz sem zelo vesela, da je preživela in jaz sem nekoč povedala, da imam veliko ambicijo, da postane uvrščena v indekse, in upam, da nam bo to v naslednjih letih uspelo, ker smo morda tudi sami zakrili v mestnem obdobju, da smo začeli malce plati za drugimi revijami, kar zadeva razvrščanje v baz. Morate se zavedati, da je bil to čas po osamosvojitvi Slovenije in jaz mislim, da smo bili vsi ekonomisti, poslovni ekonomisti, menedžerji, še zmedeni. Zelo malo kdo je vedel čisto dobro, kako se ne obnaša, kaj ne piše. Tematika se je spremenila, vsebina se je spremenila. Jaz mislim, da se danes ne zavedamo, kakšen šok je bil to za to šolo. To je bil šok, to ni kemija, na kemiji se ni nič spremenila. Recimo, jaz osebno mislim, da zelo malo kdo razume, kaj se je dogajalo recimo 89., 90., 91. leta na tej šoli. To bomo čez nekaj časa šele doumeli. In to se je poznalo tudi v reviji. Jaz takrat, ko sem revijo prevzel, pravzaprav sploh ne vem, če sem imel kakšno posebno navodilo od kogarkoli, kaj naj počnem s to revijo. Imel sem pa svojo predstavo in meni se je zdelo to, da te dileme, ki so bile, ne smete pozabiti, jaz sem bil takrat mlajši. In te dileme, ki so bile prej, recimo, o kateri so do sedaj govorili, so se mi zdele brezvezne dileme. Meni je bilo popolnoma jasno, da imamo ekonomijo, popolnoma jasno, da imamo poslovne vede in da je treba eno in drugo objavljati. Bilo mi je pa še nekaj jasno, da ste ekonomisti, in to je še danes zelo aktualno, nimamo kje pisati. Čisto navadne stvari. Danes lahko pogledate, kje pa lahko objavite. Sobotna priloga Dela, sobotna priloga Dnevnika in to je to. Ali pa če imate bloge, seveda. In takrat je bil tudi problem pravzaprav, kje objavljati. Predtem so bile recimo revije, kot so Telex, če se spomnite starejši, dr. Mihevčiča vidim, recimo, in smo pisali tja take članke, tisti, ki smo hoteli biti v javnosti. Morate se zavedati, da ekonomisti niso hoteli biti v javnosti, tako kot zdaj se govori. In ne vem, na televiziji se je dalo, jaz sem vodil leta 1985 prvo okroglo mizo v ekonomiji, na televiziji nacionalni. Nekako smo imeli eno željo, da postanemo tudi javna in tako je tudi pri nas nastala ena struktura revije, ki je bila sestavljena iz različnih delov. Ne vem, to dobro ve, ki je bil takrat zelo blizu. En del ekonomski, en del poslovni, en del okrogle mize, en del tudi čisto popularnega pisanja. Tudi je bila ideja, da pišemo za prakso, recimo, za ljudje, ki so menedžerji, imajo kaj od tega. In tako je nastala revija. Ampak moram priznati, glavni problem je, da ni bilo člankov. To se, takrat jaz v resnici nisem imel kaj zaobjavljati. In moram priznati še nekaj, da kadar bi revija morala izid in člankov ni bilo, sem še jaz kakšnega napisal, da smo ga imeli. In smo, kakor je prej bilo rečeno, smo tudi mi zavrnili nekatere članke, ampak ne z kakih ideoloških ali kaj takih razlogov. Enostavno niso bili tehnično dovolj dobro pripravljeni. Tako da, taka je bilo vsebinsko stanje. Jaz sem hotel revijo po moji lepi navadi preoblikovati eno popularno, lepo različico. In če boste odprli te revije, to so te rumeno-sive revije, zdaj imamo rdečo-sivo barvo, sivo smo imeli že takrat. Plavo. Ma to ni plava. In je hec o tem, da In je hec o tem, da takrat sem prosil svojo kolegico, zelo znano kiparko slovensko, Nino Karneluti, da naredi vzorec, kako bi naj revija izgledala.
Ja. Nina Karneluti recimo je naredila pač to revijo in ona je bila taka nežna ženska, delala je pred tem njen mož je Bavčar, Egon Bavčar, če poznate, to so Slovenija, naša dežela, pa tako naprej. In ona je delala za kdo je pri nas že delal bombončke, ena tovarna, Šumi, ne, je delala tisto ovojčke, ne, za bombončke. In se pravi, jaz sem enkrat na hecu, ker smo bili osebni prijatelji, daj mi ti Nina naredi še to. In tako je Nina Karneluti naredila zelo lepo revijo, ki je oblikovno, recimo, če jo pogledate tako nad tistim, kar običajno najdete v svetu. Moče tretja stvar, ki je pomenila, da ne bom predolg, mi smo objavili prvi članek v angleškem jeziku. Ne. Tako da, ko se vprašamo, kje so korenine angleščine na fakulteti, ne, zdaj, ali tistim ploskamo, ali tiste strelamo, to se morate sami odločiti, ampak v angleškem jeziku so bili članki objavljeni. Ne. Jaz sem potem relativno zelo hitro končal, ker sem šel na ministrstvo in po svoje je žal. Jaz mislim, da revija rabi obnovo, ne, danes. Ne. Danes revija ni to, kar bi morala biti. Jaz sem takrat bistveno ambiciozen se sanje o reviji, tudi o indeksi citiranja, seveda, v resnici pa se od tistega časa nekaj veliko premaknilo. Tako da se bomo morali enkrat odločiti, ali bo to neka revija, ki ima svetovno dimenzijo. A še pa bolj pametno, da je nimamo, ne, ker je odmevnost preniska. Jaz sem bila najprej urednica Slovenske ekonomske revije in to je bilo od leta 1997 do 1999. In če me zdaj vprašate, kako sem postala urednica, pravzaprav mi sploh ni jasno. Ker prvič sem bila ženska, drugič sem bila takrat samo docentka, mislim da, ne, če ne celo asistentka na začetku ali kako. In kako so pravzaprav mi dovolili, da sem urednica revije, ne vem. Predvidevam, da zato, ker je bilo s tem zelo veliko dela. In ženske smo pač pridne gospodinje doma in lahko tudi kako revijo uspemo poštevati. Moja asistentka si bila. Torej, tako da moram reči, da dejansko je bilo zelo veliko dela. Jaz pač revijo smo ukinili potem leta 1999 in je nastala potem nova revija Economic and Business Review. Internacionalizirali smo se s tem, da smo že ime revije spremenili v angleščino. Ohranili pa smo pri tem eno posebno številko vsako leto v slovenskem jeziku. Tako da smo si še vedno prizadevali, ne, za terminologijo, širitev ekonomske znanosti in poslovnih znanosti in tako naprej. Ko sem pregledovala članke od leta 1999 pa potem do leta 2009, ne, mislim, da takrat nekje sem bila potem v Economic and Business Review sourednica. V Economic and Business Review smo bili 4 souredniki in to je bil Borak pač kot predstavnik društva ekonomistov, iz fakultete pa profesor Pučko, ki je skrbel za poslovne znanosti, profesor Prašnikar za ekonomijo in potem jaz, pa sem pač nasledila to uredništvo iz Slovenske ekonomske revije. Imeli smo gospodarskega urednika tudi in najprej bil profesor Potočnik, ki je skrbel za finance, veste, da je bil pri tem kar spreten, nam je tudi kupolec gradil, ne? No, potem je pa to prevzel Živko Bergant iz društva ekonomistov, vendar seveda fakulteta je vedno slišali smo, kako financirala revijo. Eden izmed glavnih problemov, ki smo ga imeli, je to, kar je že profesor Tajnika rekel. Mi nismo imeli dovolj člankov. Uredniki smo delovali tako, da je vsak urednik eno leto operativno prevzel vodenje revije, kar pomeni, da je moral skrbeti za tekoče izhajanje revije, da je prevzel celotno korespondenco z recenzenti in tako naprej in avtorji seveda. Tudi ta profesionalnost revije, moram reči, administrativna podpora je kar šepala in smo morali uredniki veliko sami teh del opravljati. No, ampak dejansko torej dela je bilo veliko in vsako leto, torej takrat, ko sem vodila to operativno, me je kar glava bolela, zato ker nisem vedela, kako bomo izdali 4 številke na leto. 4 številke smo pa morali izdati, zato ker smo tudi imeli obveznost do financerja raziskovalne skupnosti takrat. No, če pogledate objave v tem Economic and Business Review, lepo vidite, da so dejansko vede, ne bi rekla uravnotežene, ampak mislim, da so potem začeli prevladovati članki iz poslovne znanosti. In v glavnem se kaže, da je bilo veliko objav naših doktorantov, ljudi, oziroma objavili so tudi iz raznih raziskovalnih projektov kolegi.
No, ker smo imeli pa težave z izdajanjem, smo dostikrat pozvali tudi recimo kakšne magistrske študente, dobre magisterije, in tako sem še en spisek si najdla dobrih magistrskih študentov, ki smo jih pozvali, če bi dali prispevke za revijo. Zakaj je bilo tako težko dobiti prispevke? Zato, ker je bila ena izmed ključnih usmeritev, in zlasti profesor Prašnikar je na tem tudi insistiral, kakovost revije. In kakovost smo zagotavljali tako, da smo vedno določili enega domačega recenzenta, enega tujega recenzenta. Mi smo mednarodni uredniški odbor, v katerem je bilo več kot 30, mislim, da profesorjev, raziskovalcev, glavnem ljudi, ki smo jih poznali v tujini, s katerimi smo imeli stika, da smo jih prosili za to recenzentstvo. In ne boste verjeli, največkrat je bil problem pri recenzijah, ne problem, ampak negativne recenzije strani domačih recenzentov, ne tujih, torej ljudi na fakulteti. In jaz, profesor Mramor je tle, upam, da mi dovoli, da to povem, je dal enkrat tudi en prispevek za revijo in je ravno tako se nam zgodilo, da je domač recenzent pač to zavrnil in potem je profesor Mramor ta prispevek poslal v eno zelo dobro revijo, kjer so mu to objavili. In mi je enkrat rekel, da je večno hvaležen tistemu recenzentu, ki je napisal negativno recenzijo, da je lahko tako prišel do dobre objave. Torej, mislim, da v določeni meri je bila pravzaprav to napaka, da smo toliko dali na kakovost, ne da bi že takrat zelo razmišljali, kako bomo mi pravzaprav revijo vključili v ustrezne baze. Social Science Citation Index. Jaz sem si tle, zdaj ko sem prebrala, kaj sem rekla, takrat leta 1999, že vidim, da sem to zapisala, da je to cilj, ampak seveda teh kriterijev, vključevanje tujcev in tako naprej, in internacionalnost objav z tega vidika, torej zato nismo dovolj skrbeli takrat, oziroma vse, kar smo dobili z bivše Jugoslavije, bivših jugoslovanskih republik, ni ustrezalo tem našim merilom kakovosti. Večina teh člankov smo tako zavrnili, ker takrat tudi doktorskih študentov ni bilo še pri nas, ki bi pač članke pisali. No, ampak če pogledate vseeno te avtorje in kakšne teme so bile obravnavane v reviji. Avtorji so bili zanimivi, ne boste verjeli, tudi Kornaj je objavljen članek, ki so budget constraint. Potem recimo Kraft, potem je profesor Bailey, William Bartlett objavljal, Jan Svenar in tako naprej, ljudje, ki nekateri še vedno sodelujejo s fakulteta. No, zelo zanimivo pa mogoče, če vam povem nekaj tem, sem si prav pogledala eno številko, ker veliko je bilo tudi takšnih številk dvojnih iz različnih posvetov društva ekonomistov, tudi Slovenian Business Conference, poslovna konferenca Portorož, recimo, Prašnikarjeva. No, ampak en tak posvet je bil tudi leta 1997, ekonomska politika proti letu 2000, recimo, in tam je cel kup nekih zanimivih člankov bilo in ne boste verjeli, En članek je bil profesor Mrak, BOT, oblike projektnega financiranja. Prašnikar, Koman, Grobelnik, je kraja družbene lastnine res naš ključni problem, recimo, Zelo zanimiv članek. Profesor Tekavčičeva je pisala o vlogi nadzornih svetov pri zagotavljanju visoke poslovne uspešnosti slovenskih podjetij. Potem je bil en članek Katarine Prevolnikove, ki je načenjala probleme zdravstva, trg zdravstvenih storitev, da ali ne. Pol so bili neki članki o uspešnosti slovenskih podjetij v primerjavi s tujimi, ki so že takrat ugotavljali, da so tuje podjetja bolj uspešna in imajo boljše kazalce poslovanja. No, ampak mogoče, če dovolite, bi vseeno omenila še en članek, ki ni toliko, torej ne načenja take ekonomske teme, ampak temo, kako tudi pri nas do odličnega študija ekonomije. To je bil prispevek Milana Vodopivca, ki se je ravno takrat vrnil z Amerike, in on ugotavlja, da je ključen problem, eden izmed ključnih problemov to, da imamo regionalni monopol dveh univerz v Sloveniji na tem področju in zato ne moramo zagotavljati ustrezne kakovosti. Seveda je opozoril potem, da rabimo sedanji NAKVIS, akreditacijsko komisijo, bil je pobudnik uvedbe recimo šolnin in tako naprej in zlasti si je prizadeval za uvedbo konkurence, ustanavljanja novih poslovnih šol in tako naprej. No, zdaj, če gledamo, kaj je nas prisililo v neko resno kakovost, dvig kakovosti, vemo, da niso bile te druge poslovne šole, ampak predvsem, da smo se odločili za mednarodno akreditacijo, tako kot smo se pri reviji odločili, da gremo v internacionalizacijo revije same, in po kakovosti, jeziku in tako naprej. Mogoče bi za konec rekla samo še nekaj.
Kdaj smo mi v prve baze vključili revijo, ne, ker takrat so te zadeve postajale aktualne. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo okoli leta 2000 ali 2001, ko sem postala izredna profesorica in takrat je bil dekan profesor Trošt in mi je rekel, veste kaj, ne si mislili, da boste vi postali redna profesorica brez objave v SSCI. Nikjer v habilitacijskih pogojih ni noben SSCI takrat zapisan, ne? Ampak seveda jaz sem se takrat tako prestrašila, da sem mislim, da že takrat, leta 2001 imela prvo objavo v SSCI. Ampak to je bil tudi eden izmed razlogov, seveda, da mi nismo potem dobivali dovolj člankov, ne? Ker v tistem obdobju so se ljudje, tudi naši, preusmerili v objave v revije, ki so bile vključene v baze. Mi smo revije 2000 decembra vključili v Econlit in pa v International Bibliography of Social Sciences, prej ni bila v nobenih bazah, ne? No, ampak to, kar mislim, da pa zdaj rešuje po eni strani revijo, ker ni še v SSCI, je pa dejansko to, da imamo politiko na fakulteti in tudi pri habilitacijskih pogojih, ne, upoštevamo, da je revija pač enakovredna objavi v SSCI in mislim, da po kakovosti je zagotovo enakovredna. Vi veste, da smo imeli kakšne revije, tudi Baltska in tako naprej, Transformational Business in Economics in ne vem kakšne še, ki so bile v A1 lepo uvrščene v SSCI, ne. Žal pa naša revija doslej še tja ni prišla. Upam pa, da bo za pametno politiko do tega prišla. Ne mislite, da je bila ekonomska revija pred letom 1990 zaplankana na največ jugoslovanske planke. Ker ko sem jaz urednikoval kot tehnični urednik, pa potem je to šlo na 140 naslovov po svetu. 20 naslovov je bilo mogoče sovjetski blok, čez 100 je šlo pa na zahod, živ dokaz, Max, se spomniš, da iz Peruja ali kot je bil en poziv, če avtorja, Tajnikar in Malačič, dovoljta, da se njihov članek prevede v španščino in objavi, kje v Peruju ali kje? Tam nekje, skratka. Ekonomska revija se je brala v Latinski Ameriki, ne? Če se je preveč. Ja, jaz mislim, da je prav, da bo zaključno besedo na tem delu današnjega prazničnega dne dobila prodekanja, ki znotraj aktualnega vodstva ekonomske fakultete pokriva področje povezano s ustvarjanjem ekonomske revije. Morda zgolj moje čestitke ekonomski reviji, da je preživela, ker zdaj smo slišali, da ni bilo enostavno. Spomnim se časa, ko je bil dekan profesor Tajnikar, res sem prodekanovala takrat, enkrat smo se pogovarjali, da je malo, da ne ta revija na smrtni postelji, ne. In takrat smo se res odločili, da bi jo, ker Zveza ekonomista tega ni mogla več finančno v celoti pokrivati, prevzeli nazaj na ekonomsko fakulteto, da bi uredili te relacije. Neven je bil tukaj zelo konstruktiven. Nismo uspeli to narediti, dokler je bil dekan Max, je pa potem Dušan ta proces zaključil. Zdaj revijo tu imamo. Moja velika bolečina sicer je, da so nas revije v regiji, kar zadeva uvrstitev v baze, ne, prehitele in ko jih listam, niso kvalitetnejše od naše. Jaz imam vse te stare, še bele, ki so bile pa rumeno-sive v kabinetu in zdaj bom šla prav pogledati, Max, jaz bi se skoraj stavila, da po rumeni sivi je bila modro-siva. Ja, nisem jaz bil urednik. A ja, to pa možno, ampak bila pa je plava takrat, če ni bila čista rdeča. Ja, tako da se strinjam, mislim, da je tudi zelo lepo, da smo imeli današnji dogodek, ki nam je osvetlil mnoga dogajanja za nazaj z zelo plastičnimi pripovedmi prvih ali pa zgodnejših soustvarjalcev revije in se mi zdi, da ne bi bilo slabo, če bi tudi pri tistih predmetih, kjer je to možno, kdaj z vidika tega, kar se je dogajalo, malo pogledalo nekdanje članke in dali to našim študentom, da prebirajo. Je pa res, da je tudi univerza s svojimi kriteriji tu naredila svoje, mi smo malo da ne zanemarili, kot je Darja prej rekla, zborni slovenski jezik. Prejle me je kar stresno, nisem niti pomislila, da obstaja kdo, tako kot Matej, ki velja za izjemno prodornega in uspešnega raziskovalca, da ni še nič resnega v slovenščini napisal. Tako da mislim, da je tudi prav, da
izhaja številka še naprej tudi v slovenščini, da negujemo slovenski jezik, kajti pravico ali pa legitimnost do tega, da bomo delali tudi hkrati v angleščini, bomo najbolj dobili, če bomo lepo govorili slovensko. Jaz pa mislim, Vesna, da zaključna beseda pa pripada tebi, če dovolite, Tjaša. Ja. Najlepša hvala. Imela sem res to čas, da sem bila del uredništva, ki je bilo pred tem uredništvom, ki je prevzelo revijo, že poimenovano Economic and Business Review, ki je imela sicer še en del za Southeastern Europe, kar smo potem odrezali in ostali samo kot Economic and Business Review. Lotili smo se revije na način, da smo rekli, eno je sama zunanja podoba in smo pravzaprav naredili, očitno je, da prihajam z področja marketinga, to se pravi, da smo izdelali sam vitez revije, predvsem nam je pa bilo pomembno, da bi bila revija dejansko širše dosegljiva. To se pravi, iz tega naročniškega razmerja, kjer je bila dejansko vezana samo na to, da je bila poslana na določeno število naslovov, smo želeli, da je širše dosegljiva, da je pravzaprav open access, da je v celoti članki so na razpolago na spletnih straneh in v tistem času smo tudi uredili samo spremljanje oddaj člankov in recenzijenskega postopka v elektronski obliki, kar je pomenilo, da smo lahko postali bistveno bolj učinkoviti, ni bilo urednikovanje vezano na sestanke oziroma srečanje uredniškega odbora, pač pa je lahko potekalo noč in dan. V uredništvu je bilo poleg 3 novopečenih rednih profesorjev takrat, se pravi kolega Damjan Jaklič, potem je bila zraven še Mateja Drnovšek in ker smo želeli mednarodno uredniško sestavo, smo vključili tudi še Jožefa Königsa. Dr. Borak pa je bil tisti, ki nam je pravzaprav pomagal držati kontinuiteto, ker je lahko vedno povedal, kako je bilo pa v prejšnjem uredniškem odboru in z tega vidika smo ohranili vse dobre prakse prejšnjega uredniškega odbora. To se pravi, eno slovensko številko, s katero želimo držati in naprej razvijati slovensko terminologijo, hkrati pa tudi vpeljati vse prakse, ki smo jih bili deležni skozi izkušnje, ki smo jih imeli v drugih mednarodnih revijah. Ker prepričana sem, da znanost se lahko razvija, če ni zaprta samo en prostor, ampak je dejansko mednarodno vpeta, na tak način pravzaprav krepimo mišice in na tak način ideje krožijo. Vključili smo seveda lahko bistveno več mednarodnih recenzentov na dosti enostaven način, ker so bili vključeni v elektronski sistem. Ugotovili smo hitro, da s tem, ko smo pravzaprav odprti navzven, pridobivamo tudi članke iz kakšnih zelo eksotičnih držav, ki pa praviloma niso bili na zelo visoki ravni, ampak tudi to je mogoče urediti. In pa da potrebujemo revijo za ta prostor, tudi zato, ker nastaja veliko kvalitetnih del na okviru doktorskega študija pri študentih višjih letnikov skupaj z njihovimi mentorji in začeli smo z mednarodno konferenco, ki je ki jo današnje uredništvo lepo pelje naprej in jo združilo tudi z doktorsko konferenco, tako da sem kot prodekanja izredno vesela razvoja na tem področju. Hkrati smo pa tudi še razvili eno prakso posebnih številk, to so v bistvu special issues, v katere smo želeli povabiti top raziskovalce, s katerih smo sodelovali in tudi na tak način doseči večjo citiranost in večjo prepoznavnost številke, ker si predstavljamo, da na tak način utrjujemo podlago za to, ker je še vedno v procesu, to se pravi dejansko uvrstiti revijo v SSCI oziroma v Scopus in tudi na tak način pravzaprav omogočati eno tako dolgoročno preživetje. Kot so se pogovarjali z dr. Borakom, videti je, kot da nobenem obdobju nismo bili povsem zadovoljni z revijo, ampak po drugi strani je nezadovoljstvo vedno zelo dober motivator, da se stvari spreminjajo in da smo vedno boljši in prepričana sem, da ko bomo praznovali 100-letnico, takrat bo mogoče vključenih več člankov tudi iz tistega obdobja od leta 1999 dalje, da bomo še vedno lahko rekli, da je tukaj z nami in da upravlja svojo funkcijo in verjetno še vedno ne bomo zadovoljni.